Draga publika, spoštovani gledalci, spletne oddaje Splet besed, lepo pozdravljeni spet danes v naši družbi. Nocuje z mano pesnica, pisateljica, pedagoginja in, popotnica, Olga Pavšič. Olga, lepo pozdravljeni. Dober večer. Povejte najprej, kako ste in, kaj počnete recimo doma, v literarnem smislu? Ustvarjate kaj trenutno novega? Moram reči, da se počutim zelo dobro. Torej, to pomeni pri upokojencih, da nimam nobenih resnih bolezni, tako da mi ni treba hoditi od zdravnika do zdravnika. In glede na to, da sem po mojem v dobri formi, ves čas nekaj ustvarjam, ne. Trenutno pišem roman, naslov je Drugačno sonce. Dogaja se v Peruju, ker Peru je zame ena najlepših turističnih destinacij. Gre pa za ljubezensko zgodbo, ne bo detektivka, in pa torej ljubezensko-potopisni roman, bi rekla. Drugače pa sodelujem z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, ko je treba kakšne prireditve malo podkrepiti s prostovoljno pomočjo. Sodelujem tudi z Zvezo kulturnih organizacij Lendava, kjer vodim literarno skupino Pobiralci rose. To zdaj že delujemo približno 8 ali 9 let in vsako leto izdamo tudi zbornik z istim imenom, Pobiralci rose, kamor lahko prispevajo vsi lokalni avtorji, ne glede na to, v katerem jeziku pišejo. Imamo, sprva smo imeli precej romskih prispevkov, prevladujejo seveda slovenski in madžarski, v zadnjem času je kar nekaj hrvaških tudi, pojavi se pa kakšen srbski izdelek. Tako da se mi zdi, da imam kar pestro življenje in sem vpeta v lokalno kulturno življenje. Tako da v bistvu vi ste bili profesorica slovenščine in nemščine. Tako da vam je to potem ostalo, še Ja, tudi ta nekako ena. nekako mi je ostalo, ker kaj pa vem, no, ko sem še bila aktivno zaposlena, se pravi na šoli, na lendavski dvojezični osnovni šoli 1, sem imela tudi tam nekako veliko različnih interesov, ne. Od literarnih do gledaliških, ti so prevladovali. Pa tako rada sem sodelovala na proslavah, to ti kar ostane, ne. Še ko si v pokoju, imaš občutek, da moraš delati, nekaj v tebi te sili, da se premikaš, počneš stvari in skušaš biti koristen, no. Pa pogrešate recimo tudi pedagoško delo ali, ste zdaj čisto, v nekem, drugem literarnem, Mislim, da bi ustvarjalnem? mi bilo zdaj po 12 letih, ne, kolikor sem upokojena, bi mi bilo zelo težko vstopiti v razred. Če bi me pa takole povabili recimo na kakšno literarno uro ali pa kakšno predstavitev kakšne knjige, ki sem jo napisala, to pa vedno z veseljem naredim, to ni problem. Da bi pa učila, pa bi mi bilo zelo težko. Človek pozabi stvari, si ven iz tega, tudi tele metode in oblike dela se spreminjajo, nisem več na tekočem. Ampak zdaj vas je pa, kolikor slišim, zdaj lani ste izdali roman Vohljači, o tem se bova danes tudi pogovarjali. Ste pa zdaj že v novem romanu, tako da kako je to romanopisje? To verjetno, ko en roman končaš, potem potegne kar naprej, ne? Ja, v bistvu res, ne. Ker ko sem pisala za Mladino, je bilo nekako to bolj iz potrebe, predvsem gledališka besedila, ker sem imela gledališko skupino in sem potrebovala sodobna besedila, ki jih ni bilo, pa sem jih potem pač napisala. No, zdaj pa res čisto iz hobija pišem. Pa sem se težko lotila romana, ker sem nekako imela občutek, da se bom izgubila po teh poteh, ne, in, da ne bo dovolj napeto, da ne bo zanimivo za bralce, glede na to, da je, lokalna scena in lokalni junaki. Vemo pa, da ljudje radi berejo take, ne, eksotične
silno napete, zelo moderne detektivke in tako naprej. V Mm, glavnem res, enega napišeš, pa se ti že utrne ideja mm. za drugega. Ja, saj je, proza je tako, mislim, napisati roman je v bistvu težko. Je res? Pa ja, recimo pišem tudi pesmi, pa opazujem, te moje sodelavce v literarnem krožku Pobiralci rose. Če je kakšno navodilo, napišite novelo, črtico, humoresko, težko uspe. Pesmi pa grejo, ne, to pa kar z lahkoto napišejo. Ja, je, mislim, proza je delo, ne, je, garanje pač. No, pa za roman rabiš res veliko časa. Tega sem pisala približno 1 leto. Mm, Zahvaljujoč covidu, ko smo bili tako priklenjeni, na hišo, ne, med 4 stene, sem imela ogromno časa in je kar lepo gladko teklo. Zdaj pa recimo, ko se življenje vrača v stare tirnice, pa si moram iskati čas, ne, običajno je to ponoči. mm, Podnevi je pa vse drugo, vnuki, gospodinjstvo, vrt, kaj pa vem, ne, te različne dejavnosti in ostane edino nočno delo. ja, saj marsikdo piše ponoči, tako da, no, vsekakor pač, se že veselim tudi naslednjega romana. Zdaj bom jaz samo prebrala na kratko, vašo biografijo, toliko, da tudi publika in gledalci naše oddaje, slišijo, nekaj kratkega o vas. Torej avtorica je rojena Lendavčarka in živi v rojstnem kraju. Pogosto jo pa zanese v svet, saj je strastna popotnica in zapisovalka zanimivih doživetij. Kot slovenistka in germanistka je 38 let službovala na dvojezični osnovni šoli 1 v Lendavi, kar je močno zaznamovalo njena literarna dela za mlade. Odkar je upokojena, se veliko ukvarja s pisanjem odrskih besedil za otroške in odrasle gledališke skupine, rada potuje, piše potopise, zelo rada pripravlja potopisna predavanja, ustvarja pa tudi kratko prozo, pesmi in seveda zdaj romane. Odrska besedila objavlja v reviji JSKD Slovenije Mentor, v nekdanjih šolskih razgledih, veliko potopisov je izdala v revijah Svet in ljudje, Otrok in družina, Naša žena, v glasilih Nedeljski dnevnik, Pomurski vestnik, Delo, Trip in drugih. Piše pa tudi za odrasle gledališke skupine, komedije En hribček bom kupil, Kofetarji in Gremo na morje. Je uprizorila gledališka skupina, ki deluje v okviru DU Lendava, sama pa je v času, ko je upokojena, režirala tudi 10 iger za otroke. Doslej je objavila 17 knjig, sodeluje pa tudi v lendavski literarno-umetnostni reviji Lindua in v literarnem zborniku ZKD Lendava Pobiralci rose ter v različnih skupinskih objavah JSKD OI Lendava. Skupaj zmoremo, Pričevanje v času covida, Svetloba v decembru, Praznične pesmi in kratka proza. Zanimajo aktualna družbena vprašanja, saj verjame, da je literatura zrcalo človeka in družbe. Njena realistična proza je pogosto odsev vsakdanjika sodobne ženske, v poeziji pa se s kritično ostjo dotakne medčloveških odnosov v današnji, pogosto razčlovečeni družbi. Zdaj, Olga, Vohljači je kar obsežen roman, gre za detektivko. Je, žanrsko besedilo, odlično gre po vseh, korakih, kot mora iti prava detektivka. Pa me zdaj zanima, kako to, da ste se lotili ravno detektivke? Ne vem, imate tako radi ta žanr in, kaj vas je mogoče, k temu privedlo, da ste še se sami lotili, detektivke? Resnica je, da zelo rada berem, kriminalke, detektivke in to že od nekdaj. Začela sem seveda z Agato Christie, potem zadnje čase pa mi dobro gre Nesbø, skandinavska, kriminalka. Rada pa preberem tudi Golobove, ki so v slovenskem prostoru bili zelo dobro sprejeti. Pa ko sem razmišljala, kaj bi bila vsebina tega mojega romana, prvo, kar sem odkljukala, da ne bi, to je ljubezenski roman, ne bi pisala, ne. Čeravno me zdaj že malo mika. Potem pa glede na to, da živim v takem okolju, veliko časa prebijem v Lendavskih goricah
In tam se je dogajalo v preteklosti marsikaj. Zadnje čase je pa res, da nekoliko mirneje. Bili so vdori v zidanice, kraje, celo grozdje so kradli. Eno leto so nam ukradli ne vem koliko, okrog 100 kil repe, ki smo jo gojili za eno sorodnico, za njene prašiče, ne. Tako da je potem to bil en tak vzvod, in v bistvu ta detektivka ni zelo komplicirana, ne. Poleg tega, kriminala, recimo, sem hotela še poudariti tele odnose med dvema starejšima zakoncema, oba sta upokojena seveda, ne, in kako se njuno razmerje, ki je bilo že čisto na dnu, počasi preko teh, dogodkov v zvezi z detektivko nekako zopet dvigne na površje in na koncu nekako izzveni, da bosta vendarle lahko do konca življenja prebila skupaj v dobrih odnosih. Potem druga stvar je bila prijateljstvo, kar me je tudi tako malo navdahnilo. Gre za prijateljico med, junakinjo Nado in pa osebo, ki jo imenujem Draga P. Šele na koncu se izve, kdo to je, pa ne bom povedala. Naj preberejo naši, gosti. Recimo, kako se človek na nekoga naveže, ki mu postane potem najzaupnejša oseba. Poveš mnogo več kot recimo svojemu partnerju, svojim otrokom ali komu po krvi bližnjemu. Potem pa tudi nekaj aktualnih stvari je v romanu. Namreč v Lendavi se zadnja leta dogaja toliko vsega. Se zgražamo, se jezimo, mislim, vsak župan, ki pride na oblast, naredi mnogo oslarij, ne, s katerimi se krajani nikakor ne strinjamo, ampak spremeniti v bistvu ne moremo nič. Mali človek danes težko kaj doseže, tudi če se organizira. To je tudi ena od tem, ki jih notri zasledimo v romanu. Tako da je marsikaj, ne. Ja, v bistvu je zelo pester roman in, presega v bistvu žanr zgolj detektivke, ne. Ne vem, mogoče je že skoraj družinski roman, ker je, dejansko tudi družina te glavne junakinje odigra tudi eno vlogo oziroma, na koncu so že kar vsi vohljači, ne. Pa ja, Uh, ne, to dogajanje, početje je zelo nalezljivo, tako da tam v ulici v Lendavskih Goricah po malem vsi nekaj vohljajo, ne. vsi vohljajo, ja. In ravno tako člani družine, ker pomagajo Tonetu pa Nadi. Nadi, ja. Zdaj predlagam, da, pač za ilustracijo oziroma da naši gostje slišijo, kako, sploh teče besedilo, preberem en krajši odlomek, da dobimo en tak, vtis, če se ga splača brati. Jaz pravim, da se ga splača, ker, je pač eno, mislim, pravilo tega žanra je, da pač, knjige nočeš odložiti in pač tu je bilo tako, da je nisem hotela odložiti, ne. Tako da je dejansko napeta, ne. Če glih se pač dogaja v krajih, ki so nam domači, ampak, to je v bistvu tukaj zgolj plus, ker, še vseeno je, ostaja ta, radovednost, kdo je bil, ne, kdo je pač kriv, ne, ker je tu vedno je bistveno vprašanje, kdo je bil, ne. Torej, vozilo, ki je naglo zavilo na trato pred kletjo, ga je iztrgalo iz misli. Obisk. Registrske oznake na vozilu, bil je Nissanov mestni terenec, so mu bile tuje, tudi moških, ki sta izstopila, ni poznal. Samo da nista turista, ki bi rada spila kozarec mrzle vode, potem pa prešaltala na dobro domačo kapljico. Včasih so se ljudje ustavljali na njegovem dvorišču celo s preprosto prošnjo, če lahko parkirajo svoje vozilo za kakšno uro ali dve. Moška sta bila napol športno oblečena, kavbojke, polo majica, eden je imel na svetlih laseh še platneno čepico. Tonetova roka, oborožena s smirkovim papirjem, je otrpnila v zraku. Radovedno se je zastrmel v možaka, ki sta izstopila iz vozila in se namenila k njemu. Pozdravljeni, je dejal tisti brez čepice na glavi.
Še drugi je prijazno pozdravil, a ni gledal vanj, temveč je z očmi begal naokoli. Nato pa je njegov pogled obvisel na Nadi, ki je spravljala korenje z gred nekoliko niže na vrtu. Vaša žena? Tone je prikimal in še sam vrgel pogled na vrtnarico. Policija, je dejal tisti brez čepice, velik moški, očitno dobro natreniran tip vodje. Tone je zajel sapo, nato prikimal in jo povabil naj sedeta. S policijo ni imel opravka že dobrih 15 let, pa še takrat ne zaradi sebe, ampak zaradi starejšega sina študenta, ki je v vinjenem stanju s posojenim avtom trčil v ograjo stanovanjske hiše v Mariboru. Bilo je zelo stresno doživetje. Na 4 oči bi se rada pomenila z vami o malce kočljivi zadevi, je začel veliki, ki ga je Tone takoj krstil z nazivom vodja in predlagal, da bi stopili v klet. Toneta je stisnilo v želodcu, misli so begale levo in desno, a niti malo se mu ni sanjalo, kaj je prineslo policijo na njegov prak. Je kaj narobe s sinovoma? S hčerko Gajo gotovo ne, bila je dobra, pametna, preudarna, ni mogoče, da bi imela posla s policijo. Da bi moža prišla zaradi Nade, je bila pa sploh absurdna misel. Torej, kaj? Stopil je naprej, onadva za njim. V kleti je bilo prijetno hladno, čeprav so bila vhodna vrata ves čas, ko sta bila z Nado gori, na stežaj odprta, da je sonce lilo v velik prostor za druženje in kuhinjo ob njem. Kar po domače, jo je spodbujal Tone, prinesel 3 kozarce in vrč s čajem, ki ga je bila Nada dopoldne skuhala iz domačih zelišč. Predvideval je, da alkohola pač ne pijeta, ko sta na uradnem obisku. Vodja se je odločno vstopil pred kuhinjsko okno in se zastrmel v sosednje hiše na drugi strani ceste, ki res da niso bile zidanice, ampak kar čedni stanovanjski objekti. Pretežno črne gradnje, kajti v tem delu Goric takšne stavbe sploh ne bi smele stati, saj je bil ves predel spomeniško-varstveno zaščiten. A kuverta naredi svoje in okoli Tonetove 30 let stare zidanice so kot gobe po dežju rasle hiše, že kar vile, ki so bile pretežni del leta tudi nastanjene. Nekatere pa kar vse leto, tako kot najbližji 2, ki jo je policist, vodja, zdaj radovedno opazoval. A dobro poznate svoje sosede, je končno vprašal, ne da bi odvrnil pogled sosednjih hiš. Pa kar dobro bi rekel, čeravno se ne družimo, je odvrnil Tone stoje ob njem. Zdaj sta oba strmela v bližnji sosednji hiši, oddaljeni ena 10, druga pa kakšnih 25 metrov. Aha, ne družite se, je ponovil policist. Zakaj pa ne, če smem vprašati? Tokrat se je obrnil in zavrtal pogled v Toneta, kot da bo iz naslednjega odgovora izvedel, kar ga zanima oziroma to, zaradi česar je prišel na obisk. Tone se je popraskal po glavi, za trenutek pomolčal, potem pa odkrito srčno pojasnil. V bližnji hiši biva mlad par, pred kakšnim letom sta se vselila, a niti njunih imen ne vem. Imata pa gromozanskega psa, ki je večino dneva zaprt v hiši in včasih tako noro laja, da sem ves živčen. Razumete, ne? Če imaš psa, poskrbi zanj, ne pa tako. Pogosto ga sosed pripelje kar čez mojo posest in za živaljo ostanejo kupine snage. Večkrat sem ga že okrcal, a nič ne zaleže. No, drugi sosed in njegova družina pa so bolj redko doma. Oba delata v izmenah in zato se srečujemo le pozno zvečer ali včasih zgodaj zjutraj, pa ob vikendih. Še majhna otroka pa sta pretežno pri starih starših nekje na vasi. No, kot rečeno, se bolj poredko srečujemo, večinoma ob vikendih. Ta prvi sosed naju zanima, ta, ki ima psa, pojasni vodja. Ste morda opazili okoli hiše kaj nenavadnega? Se je morda spremenilo sosedovo vedenje, ga kdo obiskuje? Tonetu je zazvonil v glavi opozorilni zvonček, po strani je ošinil vodjo in odkimal, rekoč: Ne spremljam kaj dosti njegovega početja, no, z ženo sva največ na tej strani zidanice, od koder ne vidiva, kaj se dogaja okoli sosedove hiše. Pa me niti ne zanima. Policist je zamrmral nekaj takega, kot razumem, pa le vrtal dalje. Po noči niste tu gori, kaj ne? Nisva ne, v bloku sredi mesta živiva. To tukaj je le vikend. Odkrit bom. Za naslednje gre. Kot kaže, je ta vaš sosed Marjan Grabnar problematičen človek. Pred 2 letoma je bil nekaj mesecev zaprt zaradi manjših kraj. Ste vedeli? Slišal sem, po ulici se je govorilo, prizna Tone, a v isti sapi začuti, da bi se moral zaradi dobrososedskih odnosov vendar zavzeti za mladega soseda, saj razen zaradi psa drugih konfliktov nista imela.
Odkar živita s partnerico tu gori, je vse mirno in tiho, nisem slišal ničesar slabega o njem. Čigav pa je objekt, v katerem živi? Kolikor sem seznanjen, je lastnik njegov oče, stari Grabnar. Njega pa poznam, 80-letnika, ki pride tu in tam pogledat, kako mlada gospodarita. Za njegovo ženo ne vem, mislim, da je pred leti preminila od raka. V bistvu je objekt v osnovi vinska klet. A kot vidite, so dogradili še podaljšek proti vinogradi in garažo in vemo, črna gradnja, je obiskovalec skrajšal Tonetovo pojasnilo. Bila je prijava, a so jo pometli pod preprogo, kot še nekaj drugih. Zanima me, ali ste morda videli, da bi pripeljal kakšen tovor, ali je morebiti kupil pohištvo, gospodinjske aparate in podobno. Tone je odkimaval, možakar pa je ves čas napeto opazoval, kot da dvomi o njegovem odzivu. Njegove sive oči pod sršečimi obrvmi pa so bile zelo nezaupljive, sumničave. Tone se je uprl rekoč: povejte, na kaj namigujete, ker nimam pojma, kaj pričakujete od mene. Nekaj časa se je ta Marjan držal zase, ja, zdaj pa je menda spet v neki tolpi. Kradejo bencin in dizel iz tovornjakov na počivališčih ob avtocesti, pa tudi kaj drugega, je končno izdavil veliki moški. Govoril je tako tiho, da mu je Tone komaj sledil. Čudno se mu je zdelo, da šepeta, saj ga sosed nikakor ne bi mogel slišati. Najbrž niti kolega ne, tisti s kapo na glavi, v mislih ga je Tone že prekrstil v kaparja. In kako naj vam jaz pomagam, naj vohljam, vohunim, je zinil Tone. Vodja je zdaj odločno zrl v Toneta, ostre oči pa so vrtale in vrtale, da si Tone ni drznil pogledati proč. Zvijalo ga je, ker je zaslutil, da se obetajo neprijetnosti. Nekaj časa bi ga radi opazovali in vaša zidanica je odlična razgledna točka. Dobro so vidni dovoz, vhodna vrata prav tako in večina oken. Prosil vas bom, da mi zaupate ključe za teden ali dva. Samo po noči se bomo zadrževali v objektu. Z nikomer iz vaše družine se ne bomo srečevali. Poskrbel bom za to. Tone je požrl slino, debelo gledal in skoraj bi zinil, da nikomur ne misli dajati ključe v svoje vinske kleti kar tako. Pa seveda tega ni izustil, saj policiji vendar ne moreš ugovarjati. Šlo je za višje cilje in bilo mu je jasno, da mora obiskovalcema izročiti presnete ključe, ni druge. Torej je vzel iz ključavnice na še vedno odprtih vratih Nadinšov ključev, snel z obešanke 2 in jo dal vodje. Torej, zdaj smo slišali ta odlomek, kjer pač policija zaprosi tega Toneta in Nado, glavna junaka, za pač ključe, da bodo po noči oprezali. Ne. In potem se pač zgodi seveda zelo zanimiva stvar. Ta dva upokojenca, ki ima je na videz sta čisto umirjena in dolgočasna, ampak potem spoznamo, da pravzaprav nista dolgočasna, ne, da sta zelo radovedna in v bistvu meni je najbolj zanimivo, da najprej res samo oprezata, potem pa si vedno več upata. Tako da na koncu deluje tako, da sta ona dva tista prestopnika. Ne. Ja, to je res. Najprej sta samo tako radovedna, posebno Tone, ne, on bi rad bil na tekočem, da bi mu policija celo poročala, kaj se dogaja. Nada je sprva proti, ampak potem tudi njo potegne v ta tok dogajanja. Ampak ker so tudi znaki, nekateri znaki, ki ju namigajo, napeljejo na to, da se je morda pa res zgodil kakšen zločin. Ne. Krvave cunje, potem nahrbtnik v hladilniku, kar je v pralnem stroju, kar je nenavadno, ne, in vse skupaj se stopnjuje, potem sodeluje še sosed Karli, potem še njuni otroci, kot sva že prej rekli, in nazadnje so vohljači kar vsi v ulici. Ja, mislim, to mi je zanimivo, ko dejansko pač ta zgodba, ki pravzaprav zdaj ni neka velika zgodba, ne, ampak zanje postane to v bistvu osišče, okoli katerega se jim Tako, vrti ne. življenje. Center njihovega vsakdana. Ker če tako vzamemo v majhnem mestu, kot je Zakotje, kraj sem imenovala Zakotje iz določenih vzrokov, se upokojencem kaj prida ne dogaja. Ne. Ni nekih prireditev, ni velikih srečanj, tako da domače življenje, ki postane že rutina z leti, potem pa kdor ima pač vikend, gre tja in
tudi tam je rutina, ne. Urejanje vrta, urejanje sadovnjaka, urejanje vinograda. No, in to je pa zdaj, to jih pa pritegne zaradi tega, ker je malo drugače. Ni vsakdanje. Ja, in dejansko potem ta zgodba, v bistvu postane, najprej seveda ima pri tej zgodbi tudi pridata nekaj domišljije, ne, in potem ta zgodba postane kot da živita v enem filmu, ne. No, tako, ne. In, dejansko se zdi, kot da sta potem oživela. Ja, mislim, da ima to vliva energijo in Tonetu in Nadi. Ob teh dogodkih se nekako po malem zbližujeta in na koncu potem izzveni tako, da njuno življenje le ni, zdaj, ko sta upokojena, totalno prazno, ampak da imate vendarle veliko skupnih točk, da lahko nadaljujeta malo drugače kot doslej. Tako da onadva sta v bistvu s tem, dobila en smoter, se pravi en neki novi cilj v življenju, ki je bilo v bistvu, saj to je pravzaprav tudi ena problematizacija, starosti, ne, v romanu. Pač nekako vidimo, da se jima je življenje, pač po upokojitvi, počasi pač tako umirjalo in dokler ni prišlo do enega mrtvila, ne. In, je tudi problematizacija tega, da dejansko, starejši ljudje včasih tudi izgubijo en ta smoter, ki so ga imeli v službi, in dokler ne najdejo novega, pač, se ne počutijo več tako žive, ne. Ja, to je, poznam veliko kolegic iz službe, recimo nekatere se niti niso želele upokojiti, ker če nimaš družine, pa ne vem koliko sorodnikov, dejansko potem ta upokojenska doba postane ena velika praznina. Ni službe, ni kontaktov. Če nisi tak tip, da se rad družiš, da rad greš od doma, lahko postane človek zelo osamljen, ne. Če pa si ti najdeš, pa to je dobro narediti, še preden se upokojiš, neke hobije, neke zanimacije, interese, za katere veš, da jih boš potem izvajal v času, ko boš v pokoju, je pa čisto drugače, ne. Nekako lažje preživiš ta prehod iz aktivnega življenja v upokojensko življenje. Ja, ker je to v bistvu tukaj je, detektivski del je pravzaprav pač ogrodje, ampak, tukaj notri pa res najdemo tudi to problem njunega odnosa, ne, kako se pravzaprav tudi sama dva spremenita, in se s tem spremeni tudi njun odnos, ne. Je mi pa zanimivo tudi zdaj ta humornost, ne. Dosti je recimo tudi, takih humornih, delov, ne vem, meni je recimo, ko sem si predstavljala to starejšo Nado, ki je taka tradicionalistka, rada peče, mislim, je tako pač, kot si pač predstavljaš babico, ne. Ampak potem kar naenkrat, ko se ona meče tam skozi, razbito okno, ne, je bilo je bilo kar humorno. Tako no. Ja, saj tudi Tone, ki je tako v bistvu v začetku zelo tog, ne. Ne bi tega, pa ne bi onega, edino, kar ga zanima, je tam tista njegova delavnica v Goricah, kjer žaga, pili, izdeluje različne take, spominke pa okrasne predmete. No, potem ga pa Nada na neki način po malem pripravi, da se začne ukvarjati tudi z njo, pa z njunim skupnim življenjem, pa z njunimi skupnimi interesi, za katere sta mislila, da jih sploh nimata več, ne. Tako da, ja, to je bil res ta zgodba detektivska je bila res en hudi skupen interes, ne. Ja. Kaj pa recimo, kako ste pa like, mislim, na začetku ste verjetno pač zastavili ta dva lika, sta se kaj mogoče med pisanjem tudi, ne vem, spreminjala, sta postala mogoče taka, kot jih niste zastavili, sta imela eno svoje življenje potem znotraj romana? Torej, skušala sem vnesti nekaj teh stvari, ki jih dobro poznam, ne. To je okolje, to so osebe, ki so mi blizu in jih ni težko vplesti v zgodbo, ne. Marsikaj je pa tudi avtobiografskega, ne bom nanizala, kaj vsega.
Tisti, ki naju poznajo, mene pa, mojega moža, ne, so hitro ugotovili, aha, to pa je res bilo, pa to je bilo, pa ono je bilo. Tako da sem si malo pomagala tudi z izkušnjami iz, našega družinskega okolja, da ni vse čisto fikcija, ne, ampak je nekaj tudi realno. Ja, saj dobro, mislim, da pisatelj ne more pobegniti, pač Ja, temu, kar težko, pozna, ne, ker, res. ja, ampak še vedno je potem kot celota je pa pač, je fiktivno delo, ne, tudi če pobereš recimo določene saj ne moreš pisati nekaj čisto X, ne. No, vedno sem občudovala avtorje, ki recimo pišejo znanstveno fantastiko pa take reči, ker to pa res moraš biti, poln domišljije. Ne bi si mogla recimo izmisliti Harryja Potterja, to je meni tako zelo tuje, da se niti lotevala ne bi takšnih tem, ne. Mhm. In je res občudovanja vredno, da napišeš 8, 9 ali koliko je že napisala avtorica o Harryju Potterju, ne. Ja. Jaz sem bolj realist. To, kar izkusim na svoji koži, se mi zdi, da to potem tudi najboljše vpletem v svojo literaturo. Mm. Ja, pa saj dobro, itak je, v osnovi je pa zgodba tista, ki pač vleče, ne, tako da. Kako ste pa imeli recimo zgodbo na začetku, že ste imeli, celo strukturo ali se je med pisanjem potem kaj Pa spreminjala? v bistvu sem imela samo začetek, ker to se je zares zgodilo, da so prišli, policisti in so v naši vinski kleti, v našem vikendu, imeli svojo zasedo, opazovali so pa 2 soseda, ne samo enega, češ da, je neka tolpa, ki krade bencin iz, tovornjakov, pa potem tudi razne druge stvari, ne samo bencin. Tako da baje so imeli zasede na teh postajališčih, kjer se ustavljajo, poljski, madžarski, pa kaj jaz vem, romunski tovornjaki in kradejo, gorivo, ne. Mhm, mhm. In so kar lep čas so tam pri nas patruljirali ponoči, tako kot je v romanu. No, in to se mi je zdelo tako zanimivo izhodišče. Ostalo pa je potem prihajalo tako sproti, ne. Mhm, mhm. Ker dejanje se mora odvijati, stopnjevati, zapletati, drugače nimaš kaj, Ja. je na 100 straneh vsega konec. Ja, pa tudi na koncu verjetno mora biti utemeljeno, ne, pač No ja. neki, motiv za pač zločin, ne. Sicer dobro govoriva o detektivki, tako da, pač žal se o njenem razpletu ne moreva pogovarjati, Ja, ker tega ne pač, bi, ne. ja, ker pač, je smisel detektivke je v tem, da pač, hodiš s pisateljem eno pot in ti vseeno potem na koncu da neko zadoščenje, neko razrešitev, se pravi tega zločina, ki je ali ga ni, ne. Bi pa, mislim, bi pa mogoče tukaj zdaj, izven tega detektivskega, dela, je pač tudi, dosti, drugih, ne samo zdaj njun odnos med pač tema glavnima likoma, ki seveda s pomočjo tega adrenalina potem znova nekako si stopita drug drugemu naproti, se pravi, pride do neke spremembe. Je pa tudi en čisto taki intimni, njihov vsakdan opisan, ne vem, tudi to, kako so recimo, odnosi z otroki, ki so že odrasli, pa potem, ne vem, tudi njihove recimo dileme, njihove, ne vem, njihove skrbi. Tako da je dejansko to tudi en roman o, malo širše o ne vem, nekako o pomenu družine in vpetosti v eno družbo, v eno lokalno skupnost. Ja, dejansko je tako, če imaš otroke, imaš skrb zanje, dokler si živ, ne. Več jih imaš, več je skrbi. No, in v sedanjem času je tudi ta naša mladina, torej naši otroci, čisto drugače dojemajo stvari, na primer zakon, ne, ali pa ljubezen. Ljubezen je precenjena, pravi Gaja, ne, hčerka Toneta in Nade. Lahko ti z nekomer živiš, pa ga sploh ne ljubiš. Je lahko to tak fini partnerski odnos, da podpirava drug drugega, si deliva dobro in zlo,
ljubezen pa ni nujno, da je prisotna, ne. Otroci tudi odhajajo recimo na študij ali pa na delo v tujino in take pretrgane vezi znajo biti dokaj boleče, ker navadno se ne vrnejo, ne. Prvič zato, ker pri nas ni dela, drugič pa zato, ker pri nas niti izobraževanje ni izobraženost, diplome niso pretirano cenjene, ampak gre bolj za to, jaz poznam tebe, ti pa mene, pa ti bom zrihtal službo, ne. Žal se to dogaja dnevno. No, ampak Tone in Nada zelo živita s svojimi 3 otroki, posebno pa je Nada navezana na vnukinjo Ani, kajti ta živi v Lendavi, to je Gajina hči, medtem ko drugi vnuki živijo v Mariboru in tako ni toliko pristnih odnosov, ne, kot z lendavsko vnukinjo. Ja, mislim, tu tudi gre za pač, dosti je teh tudi dialogov, je prikazano tudi ena ta toplina, družine. Je pa zdaj tudi veliko recimo razprav med sosedi, ki živijo gori, ne, v Goricah, ko se pogovarjajo pač o tej, zgodbi, ne, njihove vohljaški. Predvsem je tu ta sosed Karli, ki je že vohljač po duši, ne. Ja. In tudi tukaj pride do enih debat, v obliki dialoga. Je pa tudi, tako malo družbeno kritično, ne. Se pravi, liki imajo neko svoje stališče in, ga potem tam zagovarjajo, se tudi prepirajo. Večinoma je hudomušno, zabavno. Zdaj ne vem, kako ste te, recimo to, kar zagovarjata Nada pa Tone, ne vem, ste kdaj doživeli, da vas je kak bralec mogoče okrcal zaradi kakšnih stališč, ki jih imajo recimo liki, ne? Doslej se ni zgodilo. Bolj gre za to, da ljudje iščejo, kdo je pa ta, ne. Kdo je Karli, kdo je Grabnar. Ka iščejo Ja, realne osebe. iščejo osebe, ki so Ja. za temi književnimi junaki. No, res pa je, da je kar nekaj govora, ampak to je v zelo blagi obliki. O teh dogodkih, ki nam Lendavčanom niso všeč, ampak kot pravim, navaden človek težko vpliva na karkoli in bolj se zgražamo, slabše je, ne. Vsak župan si hoče spomenik zgraditi, prejšnji je zgradil vinarium, zdajšnji je zgradil zipline, pa so že nesreče, ne. In prihodnji bo verjetno zgradil gondolo iz centra mesta do vrha hriba, ko je tako fino lepo peš iti gor, ne. Pa to niti daleč ni, to je dobre 3 kilometre. Kaj nam bo zipline, pa kaj nam bo gondola, tudi če so evropska sredstva, denar je denar. Zakaj bi ga metal v nekaj, kar resnično ni potrebno, ne. Take stvari nas jezijo. Pa dobro, tu imamo tudi konflikte z narodnostjo, ne. Saj to lahko berete na pomurec.com. Kar naprej je nekaj. Ali ta naš poslanec, ne, Horvat Ferenc, ki se noče odreči nobeni funkciji, pa zdaj imamo spet Süča tam gori, vodja kabineta ministrice za kmetijstvo, po stroki je zgodovinar. To je bil pravi šok, ko smo včeraj prebrali, da bo asistent, ne, vodja kabineta ministrice za kmetijstvo. Kaj pa lahko en zgodovinar prispeva za kmetijstvo, ne. Mislim, take anomalije, da čisto navaden človek to hitro pogrunta, da gre za politično kuhinjo. Daj dam, ti meni, jaz tebi. Ja, ampak je tudi, roman je potem en tak odtis aktualnega časa, nekega prostora, ne. Tako da je vam bilo tudi verjetno v interesu malo dokumentirati eno situacijo znotraj enega določenega časa, ne. Saj to bi lahko bolj grobo in bolj konkretno in podkrepila tudi mogoče s kakšnimi dokazi ali s pričami. Pa se mi zdi, zdaj sem že skoraj 70 let stara, da ne bi bila rada tarča kakšnih, ne vem, ali ustnih ali pa pisnih ali pa kakšnih drugih udarcev, ker
je to lahko zelo neprijetna stvar, ne. Zato je vse bolj v mili obliki pokritizirano. Tisti, ki poznajo razmere, pa bodo razumeli, za kaj gre. Ja, zagotovo, ne, saj tudi vsak si po Sigurno. svoje interpretira. Čeravno ni imen, pa Ja. konkretno podatkov, se hitro ugotovi, za kaj gre. Saj dobro, to je vedno problematično, to razmerje med literarnim in realnim, ne. Realnim, ja. In to mislim, da se sooča vsak, ki piše s tem, koliko je zdaj tudi dejanske, tudi recimo intima, ne, saj ni tako enostavno recimo neko svojo intimo, dati v knjigo, četudi zdaj rabiš ti to za eno literarno delo, pač rabiš tudi neke intimne stvari deliti, ne, z bralci. Ampak je verjetno tudi, razmišljaš, joj, ne, či je to zdaj za javnost, ker konec koncev knjiga je javna stvar, ne. Ja, ko je enkrat na papirju, je na razpolago vsemu svetu, ne. Ja. Tako da, no, moraš biti malo previden pa diplomatski pa zaviti kaj v celofan. Tako. Ja, ja, saj mislim, da imamo to vsi, ki pišemo, iste dileme, ne, glede določenih stvari, ker se pač nekako tudi, eno svojo integriteto moraš pa zavarovati, ne. Tako Ja. da ja, tako da razumem. Zdaj meni je pa še tukaj mogoče zanimivo, zdaj odnos teh vohljačev do domnevnega, storilca, ne, oziroma zločinca. To mi je všeč recimo, ko so oni še vseeno ostanejo nekako človeški in jih dejansko tudi nekako zanima ozadje, ne, zakaj je tako do tega prišlo, ne, ker dejansko ima vsak, zločin, nima izvora v enem zlu v človeku, ampak v okoliščinah. In, se mi zdi, da tudi pač date en poudarek tem okoliščinam oziroma enemu okolju, iz katerega pravzaprav ta zločin izhaja, ne. In potem tudi nekako povežete, na koncu ene niti, ki potem na koncu tako izzvenijo zelo toplo, človeško in ta tudi ena razrešitev daje eno takšno, ne vem, katarzičen občutek, da vseeno pač, je na svetu nekako se stvari razrešijo, ne. Tudi za njih obstaja rešitev, ne. Ja. No, pa mislim, da sta, Tone pa Nada tako izkušena in imata za sabo že toliko življenja, da jima ni težko razumeti, recimo, zakaj Marjan počne, kar počne, zakaj je njegov oče tako grob do njega, ne, zakaj je Karli tak čudak, pa brska, pa je radoveden, pa v vsako stvar vtakne svoj nos, ne. Tako da imata veliko empatije do teh svojih sovohljačev in na koncu niti preveč ne obsojata, ne, Ja, saj ja. ne obsojata tega, kar se je zgodilo. Pa celo Marjan, ne, ki ve, da je kriv, na koncu pusti ključ od svoje kleti pri Nadi, češ, če se bo njegova punca vrnila, ima tam streho nad glavo, ne. To pomeni, da ji zaupa, čeravno je vohljala za njim. Ja, mislim, na vse skupaj v bistvu tako, na koncu izzveni dokaj človeško, ne, se pravi Tako, tudi, ja. zločinec, potem, nekako ima, svojo človeškost ohrani, ne, se pravi, ni zdaj neki samo prestopnik, ki ga je treba kaznovati, ne. Tako da, ne vem, to mi je bil pač tudi en, presežni del romana. Pa, ja, date pa not tudi, recimo predvsem v pogovorih recimo s to vnukico, pa tudi ta Nada je, in Tone sta nekoč dosti potovala in, zdaj, imate tam tudi dosti enih, verjetno niste mogli iz svoje kože, potopiske, pa ste tudi notri vpletli ene pač, čisto take potovalske, stvari, informacije, tudi malo, obarvali besedilo s, tujimi recimo zgodbami iz tujine, iz potovanj, kulture. To pa res verjetno ste, tako niste mogli Ja, iz to svoje pa kože, ne. iz tega pa res ne morem ven. No, vsaj tam nekje Ani reče, vnukinja pravi: "Babica, ti pa imaš res črve v riti. Komaj prideš z enega potovanja, že začneš razmišljati, kam boš spet šla." Pri meni je tudi tako. In zdaj sem se prav mučila 2 leti, ko je bil covid, ker si enostavno nisi upal iti nikamor, ne. Pa vsi ti protokoli na mejah in tako naprej.
ni bilo nekako možnosti. No, zdaj pa hvala Bogu spet lahko malo odpotujemo nekam in sem si že zadala cilj, da bi šla v Libanon, ampak šele decembra se lahko gre, ker trenutno nobena agencija tega potovanja ne razpisuje. Baje, da so neke napetosti politične, nesigurno, decembra pa se bo lahko šlo. Tako da. In ko bom prišla iz Libanona, bom že imela izdelan načrt za naslednje potovanje. Tako da ste res, pač to vam je življenjsko tako en hobi, Pa ki ja, pa nikoli. pravim, da je potovanje pika na i v življenju ali pa v enem letu. Mm, In ne razumem ljudi, ki tičijo doma in jim je kar dovolj potopisni večer, namesto da bi se prijavili in krenili v svet. mm, Ker končno nam ne gre tako zelo slabo, da si ne bi mogli vsaj vsaki 2 leti privoščiti, ne, kakšno potovanje. mm. Seveda ne na Kubo, ampak v okviru teh pokojnin, ki jih pač imamo, ne. Ja. Ja, saj, če imaš neko strast, potem jo pač ohranjaš, ne. Ja. Za koliko pa vam recimo kot avtorici ta potovanja, recimo, ne vem, dobite na njih tudi en malo širši vpogled na splošno tudi v No, svoje to lastno ustvarjanje, pa mogoče tudi navdih, ne, oziroma pač eno, ne vem, eno injekcijo navdiha, ne. pa ja, na vsakem potovanju si napolniš baterije, to je dejstvo, ne. Posebno, če gre za agencijo, kjer ni treba drugega kot slediti tistemu, ki gre pred tabo. Vse ti razložijo, vse ti pokažejo, ti pa potem to preseješ, ne, ko prideš Mm, domov, najboljše takoj. Napišeš potopise, recimo jaz iz vsakega potovanja napišem vsaj 10 potopisov in jih potem, koliko se da, objavim, s tem, da imam pa zelo rada potopisne večere. Dobro, to pa zahteva že malo več truda, ker je treba slikice izbrati, se dobro naučiti vsebino, primerno potem to predstaviti občinstvu, tako kak mesec recimo, ne, mhm. za en potopisni večer. Vsekakor pa mi veliko pomenijo ta potovanja. Mm. Zdi se mi, da se vrnem prerojena in obogatena s 1000 novimi podatki in zato me potem že kar vleče zopet nekam. Ja, ja, saj to je pač, mislim, sama sicer ne potujem tako dosti, ampak ja, to je res tudi kot pisanje. Ko en roman končaš, Ja, zdaj pa mi je uspelo, zdaj pa spet hočem nekaj, ne. tako, Se pravi, ustvarim, da raziščem potem, ne. točno tako. Ja, Olga, kaj pa kot pesnica, recimo, kako se bolj doživljate, kot prozaistka, kot pesnica, ali kako ste recimo pri poeziji, pri prozi, čisto osebno, No, s avtorsko? pesnjenjem je pa tako. Dejansko dajemo roko na srce, lažje je napisati pesem kot pa novelo. Ali pa zbirko pesmi sestaviti ali pa napisati roman, ne. In tukaj v našem literarnem društvu Pobiralci rose so v glavnem pesniki, mislim, da sta samo 2, ki pišejo prozo. Tako da se malo prilagajam, pa potem vsak mesec imamo eno srečanje, izberemo si določeno temo, recimo zdaj zadnja tema je bila Pomlad mi vliva novih moči. Tudi jaz napišem pesem, ne, da ne izstopam iz skupine. Običajno pišem pesmi takrat, ko se kaj dogodi, recimo kakšen žalosten dogodek, kakšen presenetljiv dogodek, kakšno čudovito jesensko jutro, tako, ko me nekaj vznemiri, dosti več pa pišem proze, ne. Mhm. To mi gre bolje od rok. Ja, ja, ker verjetno tudi ste človek, ki ga zanimajo zgodbe, ne? Ja, Tako, tudi v detektivki je pač čeravno zahteva zgodba. več energije, več časa, ampak se mi zdi, da je to moje področje. No, pa pravim, gledališke igre sem zelo rada pisala, zdaj pa nekako me je minilo.
dokler so igre prišle na oder, je bilo zanimivo. Zdaj pa, da kar tako nekaj pišeš, ne, pa pošiljaš eni založbi, pa drugi, pa tretji, tako in tako zelo težko prideš v kakšno založbo. Zdaj pa se s tem ne ukvarjam več. Ja, saj dramatika je dejansko eno tako sivo področje v literaturi, ker je ful povezana pač z odrsko dejavnostjo in dejansko, če pišeš, verjetno tudi vidiš zadevo, kako bi bila na odru, ne. Kako bi bilo, ja. Ja, tako da zdaj čist samo goli tekst, ne, mislim, vsak po moje, ki napiše scenarij, bi ga rad videl uprizorjenega, ne. Tako da, ja, roman pa pač stoji sam za sebe in je pač tako neko živo tkivo in tudi pač verjetno dopušča eno igro z jezikom, ki s pripovedjo, ene variacije, raziskovanje, eksperimente, ne. Tako, ja. Tako da, ja, no, jaz pač se res upam, da bo kmalu novi roman, ker ne vem, pač moram reči, da me je ta kar navdušil, no. Mislim, mi je pa tudi zelo všeč, da se začenja pisati žanrske tekste tudi ki se dogajajo v domačem okolju, in da to nista samo dva ali trije v Sloveniji, ne vem, recimo Goloba, ko sva prej omenili, ampak no, da tudi pač naši domači avtorji kaj si izposodijo kak kraj, v katerega potem dajo eno literarno zgodbo, ne, ker konec koncev to ostane. Ja, to pa res. No, pa moram tudi povedati, da nas zelo vzpodbuja založnik Robert Titan Felix, ki se je odločil, da bo objavljal besedila domačih, lokalnih avtorjev. To nam veliko pomeni, ker imamo tako nekako že zagotovilo, da bo to, kar napišemo, tudi izšlo v knjižni obliki. Tako da sem jaz z Robertom zmenjena do jeseni, bi naj ta moj novi roman ratal, če ne pride kaj posebnega vmes, pa upam, da ne bo. In me že naprej veseli, da bo potem verjetno to izšlo pri založbi Volosov hram. Ena Ja. garancija je, ne, da ne pišeš kar tako v vesolje. Ja, saj res založniški prostor je v Sloveniji dokaj majhen, ni dosti založb, ne, Ja. celo pa ne lokalnih, tako da se strinjam, da je pač da Volosov hram in pač odločitev, da nekako tudi lokalno literaturo spodbujamo, da je pač ne vem, mislim, tudi za zgodovino je ena ovekovečitev enega prostora, ustvarjalcev in tudi, se pravi, ene realnosti, ne, ki je obstajala, ker pač dejansko pač mi iščemo eno resnico, ki V je tem smislu, ja. pa ene, ne vem, ilustriramo pač, kako so ljudje bili, živeli, ne. Ker No, ker prej je bila pomurska založba je bila, pa mariborska Obzorja, recimo tam si lahko prišel noter. Zdaj pa na tem območju razen Robertove založbe v bistvu ničesar ni, ne. ja, sicer je še Pintarič z založbo Cajt. Ja, kje pa je? Sobota? Ne, oni imajo na Goričkem bazo, ne, ampak tudi zdaj so Karla Turnerja so imeli, pa tega Dončeca v prekmurščini, Mali princ, tako da mislim, da pa tudi imajo eno željo tudi pač isto kot Felix za ene prekmurske avtorje, tudi lokalne prekmurski avtorje. jezik, ne, oziroma ja, jezik, no, dialekt, kakorkoli, pač imajo tudi en ta cilj, pač tudi, ne vem, domače avtorje malo bolj izpostaviti, tako da No, lendavske avtorje imamo srečo, lahko objavljamo v reviji Lindva, ki izhaja zdaj že menda 12 let, enkrat letno, tako da to je ena možnost potem v Pobiralcih rose, ne. Zbornik, ki izide tudi vsako leto. Zdaj pa, ko imamo to možnost, da v knjižni obliki kaj objavimo, je pa sploh čudovita priložnost za vsakega. Se strinjam, ja. Olga, bi še kaj dodali, so kaj pozabili, bi še kaj posebej izpostavili mogoče danes? Kaj pa vem, mislim, da bistveno sva povedali, nisva pa želeli obnoviti vsebine, ker potem ne bodo brali, ne. Ja, mislim, saj mislim, da zgodba itak, tudi če poznaš zgodbo, je dejansko branje doživetje, ne. V glavnem tisti, ki so prebrali,
ker knjiga je izšla že skoraj pred enim letom, samo potem so bile te covidne razmere, pa se ni dalo Mm, organizirati predstavitev. Pravijo, da je lepo brati, ker gre tekoče, jezik ni preveč kompliciran, ne, tako da priporočam. ja, tudi jaz. Zdaj čisto za konec pa mogoče še tisti zadnji odlomek, iz, pač vaše branje, En toliko da odlomek. ja, tisti zadnji, ko sva pogovarjali se o, okrvavljeni, oblačilih v pralnem stroju. Tako da nekako zaključiva tudi z romanom in se potem posloviva. Prebrala vam bom odlomek, ko Tone začne konkretno raziskovati in, vdre v sosedovo hišo, tistega soseda, ki ga policisti opazujejo. Torej je splezal na skladovnico drv in s komolcem sunil v šipo. Bilo je navadno enojno steklo. Glasno je počilo, ko se je steklo razletelo na stotine koščkov. Previdno je odstranil steklovino in se zavalil skozi okenski okvir v notranjost prostora. Res je bila neke vrste spalnica z dvema posteljama, od katerih je bila ena lepo urejena, druga pa razmetana, kot da bi jo nedolgo tega nekdo zapustil. Še omara je bila v sobi, v enem kotu pa nagrmadene kartonske škatle, ki jih Tone ni nameraval odpirati. Videti so bile nedotaknjene, industrijsko zalepljene, torej je bilo v njih najbrž nekaj nakradenega, je pomislil. A šel mimo in pohitel v kuhinjo. Kje bi utegnile biti tiste okrvavljene cunje, ki so ga napeljale na misel o zločinu? Kam neki bi jih dal, če bi bil na Marjanovem mestu? Morda v pralni stroj. Kopalnica. Odprl je dvoje vrat, kopalnice pa nikjer. Pa kako? Vendar, saj pa vikend ne more biti brez kopalnice. Morda spodaj v kleti. Če sploh obstaja kakšna klet. Brez pralnega stroja ne gre. V preddverju je ugledal na tleh veliko leseno loputo. Gotovo se pod njo skrivajo stopnice v klet. To bo. Komaj je dvignil težko loputo in res ugledal kakšnih 8 lesenih stopnic, ki so vodile navzdol. Ves se je tresel od vznemirjenja in se potil, kot da bi bilo 35 stopinj Celzija. Stopnice so vodile v velik prostor, s tanko steno razdeljen na vinogradniški del, kjer so bili leseni sodi, stiskalnica, mlin za grozdje in kup druge vinogradniške posode. Tu je bila skoraj trda tema, saj je bil prostor brez oken. Nemogoče, je pomislil. Prostor s stiskalnico mora imeti izhod. Kako bi sicer brentarji prinašali potrgano grozdje do mlina in stiskalnice? Tipal je po stenah in začutil pod rokami nekakšno zaveso. Očitno je segala od nizkega stropa pa do tal. Potrudil se je in jo potisnil na stran, vse do vogala in pod njo otipal velika dvokrilna vrata. Seveda ob trgatvi pod njo, seveda ob trgatvi vrata na stežaj odprejo, da lahko delajo pri mlinu, stiskalnici in sodih. Sicer so pa zagrnjene za zaveso. Morda zaradi estetskega videza ali morda kar tako, da ni treba gledati starih, verjetno že zarjavelih vrat. Vrata so bila odlična najdba, lahko bi pobegnil skozi vrata, pa mu ne bi bilo treba hoditi gor in lesti skozi okno. Stopil je v drug prostor, zaradi oken svetal in bolj zračen, in zagledal pralni stroj. Veliko zamrzovalno skrinjo in nekaj plastičnih zabojev jabolk. Očitno so bila kupljena, saj Grabnarjevi niso imeli sadovnjaka. Ravno ko je hotel odpreti okrogla vratca na pralnem stroju, je začutil, kako vibrira telefon v njegovem žepu. Ljubi Bog, je stisnil skozi zobe in se odzval na klic. Pomislila sem, da bi bilo dobro kaj fotografirati, če boš seveda našel kaj zanimivega, je rekla Nada.
Njen šepet je izdajal, da je napeta in zelo vznemirjena. Obljubil je, da bo, in takoj prekinil povezavo. Potem je odprl pralni stroj. Zazijal je. V stroj je bil stlačen črn nahrbtnik iz umetnega usnja. Nahrbtnik v pralnem stroju. Kar težko ga je izvlekel iz bobna, ko pa je nameraval pogledati, kaj vsebuje, je spet začutil vibracije telefona. Zdrznil se je in kar okamnel. Hitro pridi ven, 2 prihajata ali 3. Lahko, da sta vodja in kapar. 3 so. Zdaj so pri Karlijevi bajti, je zdrdrala Nada s piskajočim glasom in prekinila zvezo. Kaj naj stori? Odnese s sabo nahrbtnik ali ne? Nekaj sekund je neodločno mencal, potem pa stisnil nahrbtnik pod pazduho in pohitel po stopnicah v gornji del Marjanove hiše. Čudil se je svoji neverjetni gibčnosti, kajti v nekaj trenutkih je bil gori, zatresnil leseno loputo za sabo, splezal skozi okno, se spustil po skladovnici drv, potisnil nahrbtnik pod kup polen in kot strela urno stekel do Nade. V dalji je bilo kljub megli moč zaznati 2 bledi senci, ki pa se nista nič premikali. Sta se prihajajoča pogovarjala s kom? Sta kaj opazovala? Morda divjad? Tone je vsak dan videl teči med vinogradi kakšno srno ali cel trop, včasih zajca, pa tudi že lisico. Pa kaj noriš, Nada? Tako nadaleč si sklepala, da bi lahko bila policista. Trapa. Kaj se jeziš? Bolje, da sem te opozorila, ne? Saj zato si potreboval mojo pomoč. Panika te je zgrabila, kaj ne? No, res me je. Si kaj našel? Našel. Nahrbtnik v pralnem stroju. Nahrbtnik v pralnem stroju, je šepetala, čeprav ji ne bi bilo treba, saj sta bila še vedno sama. Tisti postavi v megli sta bili še vedno nepremični. Kaj se dogaja? Skril sem ga pri drveh. Kasneje ga vzamem, pa bova pogledala, kaj takega je v njem, da je bil skrit v pralnem stroju. Ne bom povedala, kaj je v njem, če preberete, boste izvedeli. Nada, zdaj sem vas poimenovala po liku. Olga, hvala za ta najin pogovor, da ste prišli, da ste predstavili svoj roman in seveda veliko veselja pri pisanju novega. Ja, hvala vam za povabilo in prijeten večer. Ja, hvala. Nasvidenje. Nasvidenje.